V občini Puconci se je odvil že tradicionalni 23. kolesarski maraton, na katerem je sodelovalo okrog 243 kolesarjev. Kot je povedal župan občine Puconci, je kolesarski maraton velik doprinos v občini Puconci. Šport v občini Puconci ima pomembno mesto, velik pomen, tako tiste malce bolj, bi rekli, profesionalne športe, kot tudi seveda rekreativni šport. No in ta kolesarski maraton, tradicionalni kolesarski maraton, je ena izmed prireditev, na katero smo se zelo ponosni, se z vso resnostjo vsako leto pripravljamo na njo. In ja, s to prireditvijo želimo nekako pokazati vse lepote, vse čare naše občine, tako ravnine kot gričev, in danes nam še vreme lepo služi, tako da nas čaka en lep, fantastičen dan. Občina Puconci je po besedah župana Kamenška športno zelo razvejana. Jaz moram povedati, da kar se tiče rekreativnega športa, imamo zelo dobro razvito področje, tako nogomet kot kolesarstvo, kot tudi druge športe. Lahko rečemo, da od 23 vasi jih kar 21 premore športna društva na tak ali drugačen način, bodi se to klub malih nogometov ali pa šport širše. Veseli me, da v sklopu participativnega proračuna tudi nekako občani že sami zaznavajo to področje rekreacije, področje zdravega načina življenja in predlagajo projekte v ocenjevanje, ki grejo v smer razvoja športa, in to nas veseli. Kot je povedal župan Kamenšek, gre letni program športa za leto 2025 občine Puconci v smer spodbujanja delovanja športnih klubov in društev ter tudi posameznikov. Tako v letošnjem proračunu za to področje v občini namenjajo malce več kot 110 000 evrov. Večjih investicij ne predvidevamo, sofinanciramo torej obnove in pa investicije v športno infrastrukturo na področju rekreativnega športa. Imamo pa tudi v načrtu določene dopolnitve in nadgradnje naše zelene dvorane, torej prijavili smo se na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in čakamo na rezultate, upam, da bodo pozitivni. O organizaciji letošnjega 23. kolesarskega maratona v nadaljevanju Sabina Sočič, predsednica Športne zveze Puconci. Letos je to že 23. maraton po vrsti, kar lepa številka, tako tudi z organizacijo imamo že kar nekaj izkušenj, na podlagi teh dobrih temeljih pač nadgrajujemo organizacijo vsako leto. Organizacija poteka že dalj časa. Pri samem maratonu nam pomaga veliko število prostovoljcev. Tu bi se v prvi vrsti zahvalila gasilskim društvom, kateri nam zavarujejo nevarna križišča na cesti. Teh je bilo približno okrog 70 na progi. Potem vsem šoferom spremljevalnih vozil, ki so pred in za kolono kolesarjev, tudi v tej organizaciji, ki je okrog 20 ljudi. Potem gasilcem PGD Puconci, kateri pripravijo malico in prizorišče, potem razvojnemu zavodu, ki je privabil tudi tržnico domačih proizvodov, tako da sam dogodek ima malo širši pomen, da se tudi občina predstavi, in seveda vsem kolesarjem, ki so previdni na cesti, tako da se nič ni zgodilo in tako da se potem radi vračajo. Kolesarskega maratona se je udeležila tudi skupina Prprašov, katera se je po puconski ravnici popeljala vse do zastavljenega cilja. V ozadju so se pripeljali naši kolesarji z motornimi kolesi, s predelanimi kolesi, ki imajo dodani motor. Oni so popestritev našega maratona, na samem štartu so bili oni prvi, ki so otvorili maraton in zdaj ga zopet zaključujejo. Oni se sicer peljejo eno krajšo pot in so vedno z nami, tako da bi se njim v tej priliki zahvalila za udeležbo. Pravzaprav se udeležujemo teh maratonov, ki so v naši občini že od vsega začetka. Smo nekako uvodničari, napravimo prve kilometre, s tem malo popestrimo samo prireditev. Seveda mi se peljemo s kolesi na motorni pogon, nam je lažje, biciklistom, ki pa grejo na tekmo maratona, je pa gotovo težje. Vreme je odlično, ravno prijetno, ni prevroče, tudi za kolesarje ni prevroče, za nas je pa fenomenalno. Mi smo se že odpeljali en krog, smo se vmes tudi malo okrepčali, tako da zdaj pa
veselica se začne, zaključek maratona, jaz mislim, da bo uspešen, tudi veliko je bilo otrok in to je največ vredno, ko vidiš otroke, kako kolesarijo pogumno na tej progi. Med obiskovalci maratona smo zasledili Gorazda Zelkoja, ki se je podal na 30-kilometrsko dolgo progo. Kaj meni o opremi kolesarjev pa v nadaljevanju. Zdaj smo pa počeli Puconski maraton, ko so nas povabili, pa smo z veseljem, ko so nas povabili, ko smo se lahko udeležili takšnega dogodka. Naša oprema vsebuje, kako lahko vidite, za servis imamo to osnovno orodje, zračnice, pumpa, to so ene takšne osnovne stvari, ker bi tudi vsak kolesar mogel doma imeti. Pa vidim tudi, ko malo tako pozivljen, obiskovalce, ki imajo fajn zrihtane biciklne, v dobrem stanju, tako vidi se, ki skrbijo tudi sami za njih. Kolesarji so lahko izbirali med različnimi dolgimi progami z različnimi vzponi ter 23-kilometrsko dolgo progo za gorske kolesarje s skupinsko vožnjo. Več o progah nam je povedal Dejan Mašič, vodja prog. Pripravili smo 4 vrste prog, 17 km je za družine, pa tiste manj pripravljene. 30-kilometrska proga je z enim vzponom, je za rekreativce z nekaj kilometri. 56-kilometrska proga je za bolj pripravljene kolesarje, ker vsebuje 3 težke vzpone, tako da tudi tisti, ki bojo prišli oddaleč, bojo se lahko prepričali, da Prekmurje ni ravnica, kot je znano nasplošno, tudi med kolesarji. Imamo pa tudi MTB progo, ki je približno 27 km dolga, poteka po gozdnih poteh in nekaj tudi nažalost po asfaltu. Nažalost zato, ker pač ne gre drugače speljati, ampak se trudimo, da vsako leto naprimer približamo tudi njim to vrsto kolesarjenja pri nas. Novost je sprememba dolge proge. Zaradi motokrosa v Mačkovcih smo morali spremeniti progo in tako sta 2 nova vzpona, ki v preteklih letih nista bila. Na progah, na križiščih imamo 45 varnostnikov, redarjev, ker jim se tudi zahvaljujemo za pomoč. Poleg tega imamo tudi table na vsakem križišču, ob vsakem razcepu, na nevarnih spustih, poškodovanih voziščih. Ja, tako da za vse bi naj bilo poskrbljeno. Mašič nam je zaupal tudi o svojih dosežkih na lanskem maratonu Franja, ki je potekal v Ljubljani. Lansko leto sem se na maratonu Franja v Ljubljani uvrstil na svetovno prvenstvo. To je bilo na Danskem v Aalborgu. Prijetna izkušnja med 3500 amaterskimi tekmovalci. Sem v svoji kategoriji osvojil 202. mesto, sicer rezultat ni top, ampak izkušnja in vse skupaj je nepozabno. Udeleženci maratona so po koncu napolne kolesarske poti prejeli praktično darilo, malico, napitke na okrepčevalnicah in v štartno ciljnem prostoru ter vstopnico za popoldansko dirko na državnem prvenstvu v motokrosu v Mačkovcih. Najstarejši in najstarejša udeleženka ter najštevilčnejša skupina so prejeli nagrade.